Društveno življenje v semiški občini je zelo raznoliko in pestro. Društva z dejavnostmi, ki jih ustvarjajo semičani vseh generacij, sooblikujejo vsak dan v tej belokranjski občini. Med dejavnejše in najštevilčnejše sodi Društvo upokojencev Semič. To šteje 450 članov in v letošnjem letu praznujejo 70 let delovanja. V prostorih društva je vedno zelo živahno, vrvi od energije in dobre volje, v kar smo se prepričali tudi ob našem obisku. Ker tukaj se dogaja ogromno stvari, ne. Prej ste videli pikado igrajo, ne, kartajo, rokodelci se zbirajo enkrat na teden in imajo svoje delavnice in ustvarjajo z ročnimi deli. Na kar potem svoje izdelke razstavljajo na raznih razstavah, ki jih razpisuje ZDUS ali pa Pokrajinska zveza. Potem šah, ne vem, če sem že omenila, ne, tudi šahirajo. Vsako sredo od 9 do 10 imamo uradne ure. In sem prihajajo tudi vsi ostali, ki niso v bistvu aktivni v teh dejavnostih. Poslanstvo društva je namreč skrb za kakovostnejše življenje starejših. Poleg udejstvovanja v različnih športnih in kulturnih ter družabnih dejavnostih je v tretjem življenjskem obdobju izjemno pomembno druženje in kakovostno preživljanje prostega časa, izpostavi predsednica. Izredno pomembno je druženje. Prav je, da se starejši ljudje medsebojno komunicirajo, da se družijo, da se vzpostavljajo te prijateljske vezi, da podpiramo en drugega. Vsak v društvu ima možnost, glede na to, kaj vse jim ponujamo, ima možnost poiskati zase nekaj ustreznega. Kako bi bilo, na primer, kolesariti sam? Čisto nekaj drugega kolesarika v skupini. Na primer rokodelci, ne, učimo en drugega, kako se določena kvačka, kako se klekla in kako se veze in tako naprej. Skratka, to druženje nas povezuje, ne, in nisi sam, nisi osamljen in nekako ti je prijetno, ne, tako v bistvu se mi zdi, da je dobro tako telesno kot psihično za človeka. Zato se povezujejo tudi z drugimi društvi v občini in širše, še dodaja. Ponosni so na grb društva, skala v njem simbolizira njihovo trdnost in vztrajnost. Ta odlika se zelo izkazuje v pikado sekciji. Tako moška kot ženska sestava k treningu pristopi zelo resno in zavzeto. Zadnjih 13 let, ki sem pa jaz prišel sem, smo pa že začeli kar intenzivno, ne. Tako da imamo treninge 2-krat tedensko od jeseni do spomladi, ne, ki je več časa in se družimo tukaj. Nas pride po 15 do 20, tudi vmes malo kartamo, levo, desno, da mine čas. In kaj je pri pikadu najpomembnejše? Treba se je dobro postaviti, treba stegniti roko in lepo merno vreči. Semiški pikaderi so praviloma med najboljšimi, kar nazorno potrjujejo v društvenem prostoru razstavljeni pokali in medalje. Na pikadu smo se večkrat uvrstali moški v 1., 2., 3. mesta, tudi ženske so letos osvojile na pokrajinskem tekmovanju 1. mesto. In se bodo udeležile državnega tekmovanja, je nad njihovo odličnostjo navdušen vodja sekcije. Odlično pa gredo v uho tudi rime, ki jih skoraj 50 let skupaj zlaga Stanislav Pavlaković. Z nami je delil eno svojih zadnjih pesmi. Poimenoval jo je Šklepetec. Mogoče še ne veste, kaj je to šklepetec. To je čudo tehnike. To ni navaden cepec. Ko se je pojavil, je napravil zmedo. Danes pa ta vrag glavno ima besedo. To bila je včasih le škatlica s pokrovčkom, a zdaj pametna zverinica s klepetavim gobčkom. Izgubili so se stari časi. Za vse je kriv mobilec. Ko fantje peli so na vasi, on je tisti glavni krivec. Ta šklepetec kar naprej vibrira, piska, zvoni, laja,
a ko se zlodej izprazni, se z elektriko napaja. Oglaša se že vse posod. V avtu, žepu, na sekretu, med spanjem, trgovini, naravi in potepu. Na telefon smo včasih čakali dolgi vrsti, a zdaj po gladki ploščici pamet božamo s prsti. Uboga naša so ušesa, maska jih trpinči davi, še dobro, da mobilec jih pritiska v glavi. Duša literarne sekcije semiških upokojencev je Albina Sonja Štravs. Zelo dejavna avtorica, izdala je že nekaj lastnih knjižnih zbirk. Nazadnje sem izdala tole knjigo, Odsev zlata. Noter pišem pa, kar sem že povedala, od družabnega življenja, od svojih vnukov, od svojih prijateljih, od svojih vseh tistih, ko jih imam rada. Kaj pa kaj ljubezenske? Ljubezenske, tudi ljubezenske. Ja, nisem pozabila na ljubezen, še drži. Ljubezen do gibanja in vožnja na kolesu je botrovala k temu, da so semiški upokojenci ustanovili tudi kolesarsko sekcijo. So najmlajši po stažu, a enkrat tedensko 20 članov prekolesari bližnjo in daljno okolico. Kolesarjenje je priljubljeno. Zakaj? Zato, ker radi kolesarimo, pač to nam pomeni nek način sproščanja, rekreacije, skrbi za zdravje, kakorkoli, radi imamo kolesarjenje. Na dan našega snemanja so jih noge odnesle proti Metliki. Glede na zastopanost po spolu je skupina lahko za vzgled. Uravnoteženo, polovica žensk in ravno toliko moških. Večina za premagovanje kilometrov uporablja električna kolesa. Med športnimi dejavnostmi v društvu pa je po popularnosti na prvem mestu balinanje. Skupino balinarjev smo ujeli na balinišču pri osnovni šoli Semič. Čeprav je na prvem mestu druženje, pa vsak trening vzamejo skrajno resno, nam pove Žan, ki se je po upokojitvi med prvimi začel ukvarjati z balinanjem. Mene je najbolj pomembno druženje. Da se družimo, vse kaj pogovorimo, kaj zveš, pol pa malo tekmovalno se te pa tudi prime, da začneš grist, da boš čim boljši, ne. In včasih gre, včasih pa ne gre. Enkrat teden, enkrat drug, ne. Nekomu smrtne, nekomu svane, so včasih rekli, ne. In kaj je pri balinanju dobro vedeti? Moraš imeti dober občutek in zapomniti se moraš. Ko kuglo vržeš, moraš vedeti, kako si jo vrgel, kako močno. Smer je pa zelo pomembno, da pravo smer uganeš, ne. To je pa samo, da se prav postaviš in sem koncentracija. To je za mene to bistveno. Če to naredim v redu, pa je tudi rezultat dober. Balinanje je v semiški občini med upokojenci zelo priljubljeno. Z zanimanjem si je tekmo ogledala tudi domača županja. Na občini se zavedajo, da je društvena dejavnost njihovih občanov zelo pomembna. Vsak proračun, vsako leto imamo veliko javnih razpisov za delovanje društev, spodbujamo njihove programe, ki jih pač prijavijo na javni razpis, moramo delovati v skladu z zakonodajo in potem jim tudi ta sredstva dodelimo. Seveda se pa na ta račun tudi veliko dogaja, veliko dogodkov pride sploh v času praznovanja občinskega praznika, oktobra meseca so društva tudi še bolj dejavna, da se še bolj pokažejo. In tako popestrijo dogajanje v občini, še doda. Vlogo in pomen društva upokojencev županja ocenjuje za zelo pozitivno iz več razlogov. Naši starejši se med sabo družijo, med sabo tekmujejo, se pomerijo v športnih disciplinah in to jih navdaja gotovo z zdravjem, z dobro voljo in če so naši starejši zdravi, zadovoljni, veseli, potem so tudi njihovi otroci in vnuki lahko veseli, ker jim tudi veliko lahko pomaga, se pravi, imamo vsi nekaj od tega. Prostovoljci društva upokojencev Semico za nesebično in vestno upravljanje prostovoljnih prevozov v projektu Moj šofer leta 2021 prejeli občinsko diplomo.
Prevozno sredstvo je zagotovila občina, sprva je bil to odslužen občinski avto, nato pa smo v postopku participativnega proračuna, ko je bil strani občanov dan predlog, pravzaprav strani društva upokojencev, dan predlog, da bi iz teh sredstev odkupili tudi novo vozilo, en avto. Smo to tudi storili in ga predali svojemu namenu, tako da je vozilo čisto posebej namenjeno tudi tem prevozom. Je varno, je novo in mislim, da se dobro počutijo tako vozniki, kot tudi tisti, ki storitev potrebujejo. V zrelih letih in tudi obče je zelo pomembna dobra mentalna kondicija. Semiški upokojenci si možganske celice brusijo z igranjem šaha. V Semiču je kar nekaj aktivnih šahistov, tam od 8 do 10. K nam pa prihajajo tudi šahisti iz Črnomlja in družimo se tudi z društvi, upokojenskimi društvi iz Žužemberka, Straže in prirejamo tekmovanja oziroma turnirje. Vsako leto je pa največji turnir, to je prvenstvo Dolenjske, Bele krajine in Kočevja. Tam tudi nastopamo, dosegamo dobre rezultate med 4. in 5. mestom, skoraj vsako leto. To je naš domet v tej sestavi. Društvo upokojencev Semič letos obeležuje 70 let delovanja. Častitljiv jubilej bodo obeležili s številnimi dejavnostmi. In to vse z enim samim namenom. Aktivno živeti in ostati zdrav tudi v 3. življenjskem obdobju.